Ves čas epidemije ste bili zagovornik dodatnega jemanja D-vitamina, kajti človek ga potrebuje dovolj, da ima ustrezno podporo imunskemu sistemu, da je delovanje imunskega sistema dobro, kar je v zdajšnji epidemiji izjemnega pomena, zlasti pri preprečevanju zapletov pri prebolevanju bolezni COVID. Kaj danes, po preteku leta dni, kažejo vaše tako klinične izkušnje, kot tudi morda izkustva iz praktičnih primerov, s katerimi ste bili seznanjeni? Ja, no, za D-vitamin bi lahko rekli, da je molekula, ki ima v telesu nešteto različnih funkcij. Poleg zelo znane funkcije vpliva na kosti in pa metabolizem kosti, tudi pomembno vlogo pri imunomodulaciji oziroma kot vpliv na imunski sistem. Mi smo v preteklem letu zelo veliko govorili o D-vitaminu in ozaveščali javnost, se sklicevali na vse študije, tako observacijske, tako na študije pred COVID ero, ki so vse kazale oziroma večina kazala in pa tudi metanalize na dobrobit pri okužbah, zlasti respiratornih virusnih okužbah, kot zniževanje pojavnosti in pa obolevnosti. Med COVID ero smo se pa sklicevali na observacijske študije, ki jih je več kot 50, in pa tudi že na randomizirane, ki so pa 4. Konec poletja 2020 smo predstavili tole špansko študijo iz Cordobe. Potem jeseni so prišli rezultati indijske študije. Tudi v jeseni so bili znani rezultati brazilske študije, ki jo sedaj uradno tudi citirajo, ker je bila februarja v JAMA objavljena. In pa tudi rezultate nove španske študije, ki pa uradno še ni objavljena, rezultati so pa znani. Za špansko iz Cordobe vemo, kaj je pokazala, da manjša dejansko umrljivost bolnikov s COVID. Pri bolnikih, ki so prejemali D-vitamin, je bila smrtnost nižja in pa tudi potreba po enoti intenzivne terapije nižja. Indijska študija je pokazala, da dejansko tisti ljudje, ki so preiskovanci, ki so prejemali D-vitamin ob začetku hospitalizacije in potem v odmerkih čez hospitalizacijo, da so vrednosti markerjev značilnih za COVID bili nižji čez 14 dni in pa tudi virusno breme čez 14 dni, da je bilo nižje. Brazilska študija, torej rezultati so bili že objavljeni jeseni 2020, uradno pa februarja 2021. Tukaj je bila raziskava narejena na 240 bolnikih. Tukaj so razdelili bolnike na polovico, eni so prejemali D-vitamin v enkratnem odmerku 200 000, druga polovica pa ne. Brazilska populacija je bila v tej študiji prav posebna in ta študija, ki se zdaj zelo poudarja, ni imela razlike v izhodu zdravljenja, bodi si vpliva na smrtnost, bodi si potreba po intenzivnem zdravljenju. Je pa treba povedati, da avtorji so že sami tudi v študiji navedli pomanjkljivosti te študije. Na videz bi lahko mediji na primer oglaševali v naslovnice D-vitamin nima vpliva na COVID, na sam potek COVID bolezni, ampak ko podrobno pogledamo, kako je ta študija izgledala, pa lahko vidimo tudi malce drugače. Ti bolniki so prejeli D-vitamin v enkratnem zelo visokem odmerku in kdaj 10 dni po začetku simptomov. Mi pa tudi že jeseni, ko smo vedeli za rezultate te randomizirane študije, smo povedali, D-vitamin ni čudežno zdravilo, ampak je zelo močen imunomodulator. Če Bog ne daj, da kdo zboli, ampak če pa že zboli, je dobro že ob sprejemu imeti dobre nivoje D-vitamina, ali pa tik po okužbi, ko se začnejo simptomi. Ta brazilska študija je pa dala D-vitamin 10 dni po začetku bolezni. No in nova španska študija, ki uradno še ni objavljena, ampak je kot preprint, je bila pa opravljena v Barceloni na 930 bolnikih, ki so jih razdelili na 2/3 sta dobili D-vitamin,
1/3 pa ne. In kakšni so bili rezultati? Potreba po intenzivnem zdravljenju v skupini, ki je prejemala D-vitamin, je bila okrog 6%, tista 1/3, ki pa ga ni prejemala, pa je šla v intenzivo kar v 20%. Smrtnost je bila pa primerljiva brazilski študiji, kjer so ob sprejemu večinoma vsi imeli že dobre nivoje D-vitamina. Torej, ta brazilska študija je bila smrtnost podobna kot v tej španski, tisti, ki so D-vitamin prejemali. Torej, Brazilci so večinoma imeli že vsi dobre D-vitamin nivoje, zato smrtnost niti ni bila toliko visoka, je bila pa primerljiva v obeh skupinah, ker to dodajanje D-vitamina v kasnih fazah niti ni vplivalo na sam potek bolezni. Medtem ko v novi španski študiji pa tudi smrtnost je bila signifikantno pomembna, in sicer v skupini, ki je prejemala D-vitamin, je bila 6 do 7%, v tisti tretjini, ki pa D-vitamina ni prejemala, pa je bila okrog 15%. Tako da v tej randomizirani študiji pa je bila razlika. Je pa res, da so začeli takoj po začetku hospitalizacije to prejemati. Pri nas je znano, da je pri odraslih raven D-vitamina v organizmu nizka oziroma močno, izrazito prenizka. Seveda je jasno, logično, da pri jemanju, uživanju D-vitamina, tako kot tudi katerihkoli drugih prehranskih dopolnil, ne kaže pretiravati. Po drugi strani so prav zato pripravljena jasna strokovna priporočila, kako obolelim, denimo s COVID, ali tistim, ki so bolj ogroženi, pomagati, da bi jih lahko tudi na ta način zaščitili. Ja. Že v jeseni, zlasti pa na svetovni dan D-vitamina 2. novembra, smo različni zdravniki opozarjali na pomen D-vitamina v populaciji in pa tudi na drugi strani o problemu pomanjkanja v zimskih mesecih. Ne samo pri tistih, ki imajo visoko ogroženost za pomanjkanje skozi celo leto, kronični bolniki, starostniki, ki nimajo možnosti izpostavljenosti soncu. Ampak v zimskem času je bilo dokazano, da ima več kot 80% Slovencev pomanjkanje D-vitamina in dobršen del tega procenta hudo pomanjkanje. Vemo, da D-vitamin ima v telesu različne funkcije, ne glede na COVID pandemijo, respiratorne okužbe so bile in bodo. In prav D-vitamin ima veliko vlogo tudi v imunosti, poleg tega še pa na drugih področjih v telesu. Pri samih okužbah je pa tako. Nivo je zaželjen nad 50, še bolj pa nad 75, ker takrat se začne ta imunomodulacija. In D-vitamin je dejansko deluje kot transkripcijski faktor za imunske celice, zlasti pomembne so makrofagi kot del vrojene faze. In če razlagamo mehanizem pri SARS-CoV-2 virusu, ko se virus razmnožuje, pomeni visoko virusno breme v telesu, makrofagi pa požirajo vse patogene, bodisi bakterije, viruse. In pomembno je, da je D-vitamin že prav na začetku okužbe visok oziroma normalen, da lahko makrofagi normalno delujejo in eliminirajo viruse iz telesa. Prav zato se vidi tudi dejansko, da v brazilski študiji kasneje po 10 dneh D-vitamin dodajanje ni bil več toliko pomemben. Kakšen pa je bil pri nas odziv na priporočila, ki ste jih pripravili v različnih strokah, na različnih ravneh zdravstvenega sistema, pa tudi seveda domov za starejše? Ja, dejansko domovi za starejše so mi smo dejansko iz medijev dobili en feedback, ali pa od sodelavcev, naprimer. Različni zdravniki so naprimer povedali, da so dokaj dobro upoštevali posamezna navodila oziroma priporočila. In pa tudi zdravstveni delavci sami, skoraj da ne poznam zdravstvenega delavca, ki vsaj en del ne bi upošteval jemanje D-vitamina in da je dobršen del zdravstvenih delavcev, če ne že celo vsi, so jemali vitamin D in tudi v Sloveniji praktično
breme zdravstvenega sistema na račun smrti zdravstvenih delavcev, kot smo videli v tujini, ni bilo prisotno, ne. Medtem ko v populaciji moram reči, da tudi sem dobil različne odzive od ljudi, da zelo dobro so D-vitamin spoznali, pa ne samo kot vpliv na imunost, ampak tudi dejansko kot vpliv na počutje, manjša utrujenost, večja zmogljivost, manjše bolečine v mišicah, v kosteh. In pa, kar je pomembno, naprimer pri različnih bolezenskih stanjih, naprimer fibromialgija, je tudi študijsko dokazano, da če so nivoji D-vitamina normalni, je lahko tudi simptomatika veliko lažja. In za druge tudi, za druga bolezenska stanja, ne. Ne gre samo za covid ali pa virusne okužbe, ampak tudi za druga stanja, ki seveda so tudi lahko simptomi delno vsaj povezani s pomanjkanjem D-vitamina.